Včasih me ljudje vprašajo, če je težko živeti brez vida. No ja, življenje s slepoto res ni tako preprosto, toda verjemite mi, da se veliko bolj kot telesne bojim duhovne slepote. Tiste slepote, o kateri je tolikokrat govoril Jezus in pred katero nas je tako zelo svaril. Ste se že kdaj vprašali, kako gledate na svet okrog sebe? Ko na primer greste po cesti, srečate mimoidočega ali ga pogledate, ga morda pregledate od nog do glave, ocenite njegovo postavo, starost, njegov izraz obraza in mu na to nalepite neko nalepko? Ali pa morda znate v njem prepoznati človeka, ki je Božji dar, ki je Božji otrok, ki je tempelj Svetega Duha in ki živi ravno tako zgodbo, v katero ga je povabil Bog, kot jo živite vi in ki morda ni vedno tako lahka. Ali pa morda trgovka v trgovini, jo vidite zgolj kot plačano osebo, ki mora ustreči vašim željam, ali pa morda v njej prepoznate ženo, morda mamo, ki bi raje bila doma pri svojih otrocih, ženo, ki je utrujena od dela in zato ne more vedno imeti le nasmejanega obraza. Telesen vid je res pomemben, o tem pričajo tudi čudeži, ki jih je Jezus storil, ko je ozdravljal slepe. Toda Jezus nas opozarja še na ene naše oči. To so oči našega srca. Z njimi moramo gledati le v veri, v upanju, ljubezni, resnici, sočutju, usmiljenju. Zgled za to pa nam daje Jezus. To lahko dosežemo tako, da ga posnemamo. Seveda pa moramo še prej očistiti očala našega srca. Kajti Jezus je rekel, da bodo Boga gledali le čisti v srcu.